topel čaj pod odejo. Se strinjam, Tončka. Bi kaj pogledala skupaj na televiziji? Bi, Marja, daj poišči nama nekaj zanimivega. Prosim te samo, da zdaj, ko je končano svetovno prvenstvo, ne gledava več nogometa. Prav, draga Maja, pa poglejva, kaj je danes na sporedu. Marja, tole glejva. Kulturni program 10. obletnice osnovne šole Toneta Pavčka in vrtca Cepetavčka. Za današnji dan bo to kot naročeno. Prav, draga Maja, pa dajva. Dobrodošli na 10. obletnici osnovne šole Toneta Pavčka in vrtca Cepetavček. Z nami sta Ingrid Trupnik in Jož Pavjan. Dober večer in dobrodošli. Spoštovane dame in gospodje in vsi, ki nas spremljate preko televizijskih sprejemnikov. Dobrodošli na 10. obletnici osnovne šole Toneta Pavčka in vrtca Cepetavček. Osnovna šola Toneta Pavčka in vrtec Cepetavček letos obeležujeta 10. obletnico poimenovanja in selitve v novo stavbo. Pred približno 10 leti so se začeli skrbno pripravljati načrti za gradnjo šole v Mirni peči, kar je bilo za Mirnopečane prav posebno božično darilo. Rodno Mirnopeč, slovensko kulturo in literaturo je odločilno zaznamoval mirnopeški rojak Tone Pavček. Poimenovanje šole po njem pa je bil še en izraz priznanja temu velikemu človeku in človeku z veliko začetnico. Ob tej priložnosti vabim gospo ravnateljico, da se nam pridruži v studiu in z nami deli svoje vtise o 10. obletnici osnovne šole Toneta Pavčka ter vrtca Cepetavček. Je čas hitenja, pehanja, dokazovanja, krvavenja. Je čas čakanja, opazovanja, pa se zrenja. Če brez prisile narediti postaja čas, ki me uči, kako biti, dihati, čutiti. Spoštovani gospod župan Andrej Kastelic, spoštovani gospod Daniel Brezovar, ravnatelj, ki je s kolektivom in učenci pred 10 leti začel pisati zgodovino nove mirnopeške šole z vrtcem, spoštovana gospa Saša Pavček, spoštovani gospod Zvonko Lah, dolgoletni župan Mirne peči, spoštovana gospa Klaudija Kotar, spoštovane ravnateljice,
dragi pomočnici ravnateljice, vsi zaposleni zavoda, člani sveta staršev in sveta zavoda, dragi učenci in učenke, cenjeni starši, cenjeni gostje, občani Mirne peči. Kot je v uvodnih verzih povedala naša današnja gostja, gospa Saša Pavček, za vse pride čas. Verjetno ne samo v osebnem, intimnem pomenu, temveč tudi v bolj konkretnem življenjskem pomenu. In tako vam izrekam dobrodošlico na prireditvi, ki bo obeležila prvih 10 let šole in vrtca v novi podobi in z novim imenom. Zanimivost današnje prireditve je, da sta se te zahtevne, a prijetne naloge lotili učiteljici, ki nista skupaj rasli šolo. Ena je pri nas 1 leto, druga od septembra, pa tudi jaz živim šolo še ne polni 2 leti. Vsi tako gledamo in poslušamo zgodbe skozi oči nekoga drugega, pri tem pa si ustvarjamo svoje slike in podobe ter nove spomine. Spomini šolstva segajo daleč v zgodovino, saj se je prva šola v Mirni peči odprla daljnega leta 1858, kar pomeni, da je šolstvo letos pri nas praznovalo 162 let. Iz enorazredne šole je postala dvorazrednica in tako rasla in rasla, spreminjala svojo podobo in obliko, se vsake toliko časa preimenovala, dokler ni prišla do svoje sedanje, moderne podobe, ki ponosno nosi ime svojega rojaka, velikega poeta Toneta Pavčka. Še ena pomembna letnica se nam približuje. V letu 2024 bomo obeležili 40 let, odkar so se za najmlajše odprla vrtčevska vrata. Noben obiskovalec šole ali vrtca o prvem vstopu v zgradbo ne ostane ravnodušen. Kako lepa šola, kako lep vrtec, kako lepa okolica. Res je. Eden najlepših pogledov je, ko se pripeljemo iz ovinka in se pred nami razprostre mogočna podoba učilne zidane. Tako je bilo tudi prvič, ko sem kot članica nekega drugega kolektiva prišla na obisk in takrat se mi je porodila želja, da bi se nekoč vrnila. Vendar ne glede na to, kako lepi smo na zunaj, pomembno je, kakšni smo navznotraj. Šola in vrtec smo ljudje. Najprej majhni otroci, ki zelo hitro zrastajo v učence, nato vzgojiteljice in njihove pomočnice, ki jih z isto hitrostjo zamenjajo učitelji in učiteljice. Vedno novi otroci prihajajo in vsako leto nas tudi zapustijo. V vmesnem času pa gradimo mlade osebnosti, jih izobražujemo in puščamo vtise. Šolniki smo steber družbe in gradniki, družbe. Vsi, prav vsi gredo prek naših rok. Saj ga ni zdravnika, ki ne bi znal brati, matematika, ki ne bi znal računati in obrtnika, ki ne bi znal delati. Biti učitelj in vzgojitelj je najlepši poklic na svetu, kajti še leta potem, ko nas učenci in otroci zapustijo, še vedno nosijo naš pečat. Vsi nosimo v sebi podobo učitelja, ki nas je zaznamoval na pozitiven ali negativen način. Oba sta pomembna in nujna, kajti z raznolikostjo gradimo širšo paleto orodij, s katerimi lažje plujemo skozi življenje. In tu pridemo tudi do imena naše šole in vrtca. Tone Pavček in Cepetavček. V moji domišljiji je bil Cepetavi Tone navihan frot skuštranih las, ki se je podil po prelepih gričih in dolinah in tako vsrkoval ljubezen rojstnega kraja na prav poseben način, ki ga je nosil v svojem srcu, ne glede na to, na katerem koncu sveta je bil. Zrasel je v toplega, vedoželjnega in ustvarjalnega človeka, ki ga je vodila notranja retrospektiva, ki nam vsem skozi njegovo poezijo kaže pot in osvetljuje drobne trenutke v življenju, ki zelo hitro minejo in jih ne uspeš niti zaznati, če preveč hitiš. Za našo šolo in vrtec si želim podobne kvalitete, kot jih je imel Tone, da je topla in sprejemljiva do vseh, da se njena toplina čuti in začuti.
da so v prvi vrsti vedoželjni vzgojitelji in učitelji, kajti le tako so lahko vedoželjni tudi otroci in s tem pridobivajo znanja na različnih področjih, od čisto akademskih do odnosnih, da so ustvarjalni in se naučijo izražati v več jezikih ustvarjanja. Vsega tega pa ne bi bilo, če ne bi imeli prostora, v katerem bi se lahko razvijali. Zato gre posebna zahvala takratni občinski upravi, da je našla pogum in motivacijo in predvsem sredstva za tako velik projekt v tako majhni občini. Da se je uradniško kolesje zavrtelo, je poskrbel takratni župan gospod Zvonko Lah in skupaj z ravnateljem gospodom Aleksandrom Rupeno sta postavila temeljni kamen. Nedvomno je pri snovanju in gradnji pustil svoj velik pečat tudi prvi ravnatelj, Danijel Brezovar, ki je z vso natančnostjo in vztrajnostjo spremljal in usmerjal gradnjo ter hkrati vodil kolektiv v svojih formativnih letih. Hvala tudi družini Pavček, ki je sprejela izziv poimenovanja šole in ste se zdaj zavezani nam in mi vam. Hvala staršem, ker zaupate šoli in vrtcu, da bomo naredili najboljše, kar lahko za vašega otroka. Hvala vzgojiteljicam in njihovim pomočnicam, ki otroke peljete skozi pomembna razvojna obdobja, da jih lažje prepustite učiteljicam in učiteljem, ki gradijo na zastavljenem in dodajajo svoje nove gradnike. Da pa možgani lahko delajo in telo giblje, gre zahvala kuharicam, čistilkam pa, da pospravijo in poskrbijo, da se vsak dan vračamo v urejene prostore. Hvala tudi hišnikoma, ki skrbita, da polomljeni stoli in mize dobijo novo podobo. Posebej hvala mojima pomočnicama ter moji 3 peresni deteljici, ki neumorno skrbijo, da proces poteka nemoteno iz dneva v dan. Svoj nagovor sem začela z verzi gospe Saše Pavček. Zaključujem pa ga z besedami njenega očeta, Toneta Pavčka. Ne bojte se življenja, naj pljuska v vas z vso silo in vse žile, naj vas nese in zanese, le ne pustite, da vas podnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, imelo rado vas. V letu 2023 vam želim veliko ljubezni do življenja in v življenju, kajti potrebovali jo bomo. Najlepša hvala za izrečene besede. Sedaj pa k sebi vabiva gospoda župana Andreja Kastelica, da predstavi svoje poglede na rast in razvoj delovanja šole ter sodelovanje šole z občino in lokalno skupnostjo. Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani bivši ravnatelji, učitelji, učenci, starši in tudi vzgojiteljice, vzgojitelji in predvsem pa vi otroci, lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Mirna Peč. 10 let je zelo hitro minilo. Pred 10 leti, en dan sicer prej, je bil dan nekoliko bolj hladen kot danes, vendar takrat je bil zelo pomemben dan za Mirno Peč. Na občini oziroma lokalne skupnosti se dobro zavedamo, da je na mladih in pa na znanju svet stoji. Zato smo se tudi, mislim, brez velikih težav odločili za tako investicijo, kot je že gospa ravnateljica rekla, ki za tako majhno občino ni bila mačji kašelj. Celotna investicija tako prve faze, to je osnovne šole, kot tudi športne dvorane, ki smo jo dogradili v letu 2017, je znašala preko 7,5 milijonov in za tako majhno občino je bil to kar velik zalogaj. Sicer smo takrat, glede na stanje, gradili neko nadstandardno šolo, kot so nas tudi na ministrstvu nekako informirali, kajti gradili smo nekoliko večjo oziroma z višjim standardom, vendar sedaj ugotavljamo, da smo mogoče že takrat gradili šolo, ki je zdaj že poka po šivih tako v sami šoli kot v vrtcu. Vendar jaz mislim, da bo zopet prišel čas, ko bo treba razmišljati tudi o prostorih, ki bodo novi. Seveda zaenkrat še to zmagujemo in predvsem bi se ob tej priliki zahvalil tako vsem tistim, ki so se tukaj učili in
pridobili dobra znanja in velikokrat ob koncu šolskega leta sem lahko ponosen, da toliko učencev z tako zlatimi vegovimi in veliko priznanje pridejo na predstavitev k meni in mislim, da je to eno največjih zadovoljstv, ki jih lahko lokalna skupnost ima, da otroci izhajajo polni znanja, da so dobro in varno preskrbljeni v to šoli in mislim, da smo lahko brez skrbi in ni bilo težko tudi zbrati napore za pridobivanje sredstev, kajti mogoče je kakšna investicija v tem času bila malo zanemarjena, vendar zavedati se moramo, da investicija v šolo, investicija v celotno lokalno skupnost, pa ne samo v našo, tudi v širšo skupnosti. Če se bomo tega zavedali, verjetno bo nam vsem v prihodnje bistveno lažje. Hvala tudi osnovni šoli, predvsem v smislu, takrat, ko šolo potrebujemo pri prireditvah, da se lepo odzovejo, kajti večje prireditve oziroma skoraj vsake prireditve v občini Mirna Peč ne moremo izpeljati brez osnovne šole Toneta Pavčka. Tako da res dobro predstavlja tudi tako našo lokalno skupnost, kot tudi, jaz mislim, ime našega rojaka in tudi častnega občana Toneta Pavčka in hvala lepa njim, verjamem, da bodo to tudi nadaljevali, mi bomo pa poskušali čim bolje sodelovati, da bomo za dober zgled tudi ostalim, ki so v naši oziroma bližnji soseščini. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste danes prišli, tudi sosednjim ravnateljicam sem videl, da so se oglasili v Mirni Peči, da spoznajo našo šolo, kako diha in mislim, da je tukaj lepo, tako kot je lepo živeti v naši ljubi deželi Sloveniji. Ker smo blizu praznikov, bi vsem želel predvsem mirne praznike, malo se podružite, bodite doma, kajti je tudi praznik družine, v novem letu pa predvsem veliko klenega zdravja, pa korajžno v letu 2023, kajti pred nami so samo izzivi. Srečno! Hvala, podžupan, za vaše besede. Naj bodo tudi prihodnja leta čas medsebojnega sodelovanja občine in šole, saj lahko le skupaj in vzajemno delamo velike in pomembne korake. Konec šolskega leta 2011 se je začela gradnja šole, ki je bila uspešno zaključena do konca koledarskega leta 2012. Po slavnostni otvoritvi, ki je bila 21. decembra 2012, so učenci, željni znanja in strokovni delavci nadobudno vstopili v nove prostore. Tudi vrtec Cepetavček je v zadnjih 10 letih sprejel veliko otrok. Iz prvotnih 9 se je povečal na 11 oziroma 12 oddelkov. Tone Pavček, kaj je majhno in kaj veliko. Majhno živi v mali šoli, majhni razredi, majhni sevedi, majhne petice, majhne tovarišice in naokoli. Majhne stezice, še manjši mravljinci in majhne nožiče, še majhni mezinci. Majhno živi v mali šoli, a male glave rastejo v neto, prerastejo z letom. Male rokave, male težave, male besede, male stezice, male razrede, tovarišice. In mala šola kot lanec poči, tedaj je majhnega konec in napoči veliko. Kot se za novo šolo spodobi, je poleg vizualne podobe dobila tudi novo ime. Nekoč osnovna šola Mirna Peč je tako postala osnovna šola Toneta Pavčka. Tone Pavček, rojak Mirne Peči, sodi med najvidnejše pesnike svoje generacije, čigar dela pustijo vtis na vsakomur. Žal ga danes ni več med nami. Zato bo svoje misli o očetu in 10. obletnici osnovne šole Toneta Pavčka ter vrtca Cepetavček z nami delila Saša Pavček. Pozdravljeni, tudi v imenu
pozdravljeni vsi učenci, učitelji, profesorji, vsi, ki ste prišli na ta čudovit dogodek v osnovno šolo. Osnovna šola Toneta Pavčka praznuje 10. obletnico poimenovanja po vašem očetu, ki se v preteklost in v svoj rodni kraj v svojih pesmih obrača s hrepenenjem, v katerem se mu preteklost zdi, bi lahko rekli, nekaj oddaljenega in nekaj preprostega, kar v življenju kar pogreša. Kaj pa vi trenutno, kako, na kakšen način dojemate to minljivost lepih ali pa tudi manj lepih trenutkov? Se vam zdi, da se tudi vi v preteklost ozirate z nostalgijo in hrepenenjem po teh trenutkih ali jih raje spremete kot popotnico vsemu, kar še prihaja? Seveda se oziramo v preteklost. Če smo že pri 10. obletnici osnovne šole, lahko povem, da se mi je šola vedno, ko sem prišla, zdela čudovita. Ko je bila otvoritev, je bil zame velik praznik in mislim, da bi bil oče izjemno ponosen, da na tem mestu stoji učilna zidana, kot ta pesem ljudska pripoveduje. Preteklost je zato, mislim, po mojem mnenju, da nas utrdi, da se od nekaj naučimo in da tisto, kar nam ni bilo preveč všeč na nas samih, kako smo reagirali v preteklosti, da to spremenimo in se od tega kaj naučimo in gremo z enim večjim optimizmom naprej. Kaj je pa vas v minulih 10 letih najbolj zaznamovalo in kaj je tisto, česar se najraje spominjate? Predvsej stvari je bilo zelo lepih. Zelo rada sem vseh teh 10 letih igrala in ko pogledam nazaj, so res lepe vloge nastale v ljubljanski drami. Spominjam se tudi tega, kako sem prebolevala očetovo smrt. Spominjam se zelo lepih družinskih trenutkov svoje mame, ki je nažalost tudi že pokojna. Tako da med veseljem, srečo, žalostjo in bolečino sva se sprehajala v teh 10 letih. Lahko rečemo, da je preteklost